Pozdravljeni, moje ime je Meri in sem Medi. Danes bom podala odgovore in predala sporočila na vprašanja, ki se nahajajo v kozarcu vtisov in vprašanj iz 1. novembra letos. To je drugi del odgovorov, na nekatera smo že odgovorili, danes pa zopet prihajajo sporočila za vas. Draga Meri, hvala za tako lep in intenziven dogodek. Zaradi tebe je včasih dojemanje vsega lažje. 24 let nazaj se je poslovil moj brat Matija, ko sem bila stara okoli 9 do 10 let. Čutim, da še danes nismo pravilno odžalovali. A nam Mitja kaj sporoča? Hvala za vse, Špela. Mitja vam sporoča, da se ne obremenjujte, ali ste obžalovali prav ali narobe, ste, kot ste v danem trenutku skozi vsa ta leta zmogli. Bolj pomembno je, da se osredotočate na to, da ste danes veseli, da obujate spomine, ki jih z Mitjem imate, in pa pravi, da je pomembno, da vas je njegov odhod naučil nekaj za vaše prihodnje izgube. Dejstvo je, da se ne more vedeti, kdaj bo kdo odšel, je pa na nas, da nas lahko neka izkušnja, nek odhod iz preteklosti nauči nekaj za našo prihodnost. Ne skrbi, Špela, to ni napoved, da bo v bližnji prihodnosti nekdo izmed tvojih bližnjih odšel, je le Mitjev namig, da lahko to zgodbo uporabiš zato, da ti bo nekoč lažje. Kar 2. Meri, hvala za čudovito druženje in sporočila. V veliko pomoč bi mi bila jasnost v zvezi z enim terapevtskim odnosom, moški, iz katerega sem se umaknila. Jasnost glede njegovih namenov do mene. Hvala. V oklepaju je vprašaj, ali je narcis. Ne bom se spuščala v definicije in obsodbe, ali je nekdo narcis ali ne. Niti ne bi govorili o tem, da je nekdo narcis, ampak so v bistvu prisotne lahko pri določenih oziroma pri nekaterih ljudeh narcistične motnje, oziroma če prav vem, se reče pravilno motnje narcističnega spektra. V zvezi s tabo, ki si to vprašanje postavlja, pa čutim, da si se odmaknila, naredila prav. Kljub temu pa imaš še neke čudne občutke ali pa pomisleke v zvezi s tem, da si mu še nekaj dolžna, a je bilo to prav, da si se zdaj v tem trenutku umaknila ali ne. To je vse v resnici zaradi tega, kar se je zgodilo, in tvoj umik je v bistvu prišel zelo v afektu. In v afektu si ga naredila zato, ker si tako začutila. Tvoja glava bi razmišljala drugače, premlevala, ja ali ne, ali kaj narediti, ampak ti si naredila pravilno. Ohrani ta odmik, vztrajaj v njem in poišči neko drugo osebo. Priporočam ti, da je v tem tvojem primeru oseba ženska, s katero boš pa lahko predelala to situacijo, ki se ti je zgodila pri njemu. Sporočilo zate tukaj je tudi, da si začni zaupati, da korake, ki jih delaš in jih v resnici izbereš sama, brez da bi ti jih kdo podal, predlagal, so najbolj pravi, zato sledi sebi. In tudi, če v tem trenutku recimo ne čutiš iti k neki terapevtki oziroma k neki ženski, da to predelaš, potem to ne narediti zdaj. To je pač prišlo iz univerzuma, da je morda res najboljše zate, ampak če ti nisi pripravljena, potem počakaj, da začutiš to pripravljenost.
Kaj mi sporoča tast R? Tast R pravi, da si prava faca in da širi to svojo dobro voljo, širi ta svoj nasmeh, ki ga imaš okrog sebe. Prva oseba, ki pa ji to nameni, pa je oseba, ki jo zagledaš, ko pogledaš v ogledalo. Je pa v zelo eni taki igrivi, prijetni energiji. Tak občutek imam, kot da bi se usedel s tabo na pijačo in bi se cel večer smejala. Draga stara mama, živela je od 1919 do 2019. Hvala, ker si. Rada te imam. Začutila sem objem ob prebranem sporočilu, kar pomeni, da je objem namenjen tebi, da je tukaj povratno sporočilo, da te ima tudi ona zelo rada. Je pa ob njej začutiti eno tako pomirjenost, zadovoljstvo. Čudovita izkušnja, je nekdo napisal svetlo roza barvo. Hvala, vesela sem, da vam je bil ta dogodek res ena taka izkušnja, ki vam je lahko več ali manj dala, in to me osrečuje in sem zadovoljna in hvaležna, da smo ga 1. novembra, da smo ju v resnici 2 termina 1. novembra izpeljali. Hvala, da ste preprečili hujšo nesrečo in da pazite na mene. Ne skrbi, se bom spravila v red glede hrane in fitnesa. Rada te imam. Čudovito sporočilo. Verjetno nekateri, ki to poslušate, gledate, rabite tudi pri sebi točno to premakniti, spraviti hrano in gibanje v red, tako da vam je to spodbuda, ki vam jo je poslala udeleženka prvonovembrskega dogodka. In pravijo duše, da je tukaj sporočilo pomembno, da imate njihovo podporo. Ali ima moj opa, dedi, kakšno sporočilo zame? Potrditev, da je z mano, da hodim po pravi poti življenja. Upam, da ima tudi kaj na drugi strani svojo klopco, na kateri sedi. Karin. Meri iz srca, hvala za celotno izkušnjo. Dedi sporoča, da ima še lepšo klopco na drugi strani, kot jo je imel tukaj, da tista še ni toliko oguljena, kakor je bila zemeljska, in da se ima na tej klopci lepo, da skrbi za tebe, da te spremlja in da se ne sprašuj o pravi poti, ker v vsakem trenutku si na pravem mestu. Sporočilo za tebe, Karin, pa je še, da se o neki trenutni situaciji, ki se ti dogaja v življenju, ne obremenjuj toliko, ne premlevaj, ne ustvarjaj scenarijev vnaprej, ampak počakaj, da se stvari malenkost zjasnijo in potem ti bo lažje. Kaj oči sporoča svojima dvojčicama M in N? Občutki na dogodku pa so bili zelo intenzivni, polni čustev in zelo pozitivna izkušnja. Hvala. Oči pravi, da je to sporočilo v tem trenutku bolj zate, mami, in sicer, da ne skrbi glede prihodnosti vajinih hčera M in N, da bo vse dobro, da pazi na njiju, pazi tudi nate, da pa je pomembno, da se ne posvečaš samo njima, ampak da se posvetiš tudi sama sebi. Njima pa predaj, da jo ima neskončno rad in da nikoli ne bosta pozabljeni, spregledani, da je vedno ob njima. Pa kaže mi še, ne vem katero, ampak ena izmed njiju spi in on kaže, da v sanjah veliko komunicira z njo.
in če boš komunicirala z njima, jima povej, da naj zaupata, da so to njegovi obiski. Lahko da ena sanja več, druga manj, ne vem, malo se pogovorite, vsekakor pa ima obe enako rad. Kaj mi sporočata oči in mami? Zvezdica je pa podpis. Oči in mami sporočata, da si resnično njuna zvezdica, da ne glede na to, koliko preglavic si ima naredila, ko si bila mlajša in se za nekatera še danes malce obremenjuješ, da se prenehaj obremenjevati, da prenehaj premlevati preteklost, da si za njiju naredila vse, kar si lahko in da vesta, da jo imaš resnično in iskreno rada. Pravita še, da bodi pogumna in da poskrbi za sebe. Pa vidim prižgane tele okrasne svečke za mizo. Verjetno boš znala to sporočilo nekako sama povezati. Skratka, nek tak večerni dogodek je. Za mizo sedita tudi onedva, lahko zelo v taki prispodobi, se pravi, da se zdaj kaj dogaja in ti želita povedati, da sta poleg. Hvala, bilo je zelo lepo, čustveno, čudovito. Izgubila sem sina Žana. Sporoči mu, da ga imam zelo rada, močno ga pogrešam, ponosna sem, če ima kako sporočilo zame, bom hvaležna. Hvala. Žan pa tako zelo hitro govori, da odgovarja, da ima tudi on tebe neskončno rad, da bi te vedno znova objel, da mu je žal, da ti tega na zemlji ni večkrat povedal, večkrat pokazal. Pravi, da mu je žal za vse tiste sive lase, ki ti jih je povzročil, ampak da ve, da si ga takega energičnega, kakršen je na zemlji bil, imela rada. Ve, da ga imaš rada, ve, da ga pogrešaš in vsakič, ko gledaš njegove slike, vajine slike, njegove posnetke, pravi, da je ob tebi, da sedi zraven tebe in gleda skupaj s tabo te slike in posnetke. Sporočilo njegovo zate pa je še, da se ne boj, da nikoli ne boš sama. Kaj mi je želela moja babi N.J. sporočiti na obredu gobic? Kaj za mami? Tvoja babi pravi, da sporočilo, ki si ga takrat dobila, je bilo v resnici dovolj jasno, da ti ga v tem trenutku ne potrebuje dodatno razlagati, kljub temu, da ga ti ne razumeš v polnosti, da pa se bo ob pravem času, ko boš potrebovala večjo jasnost tega sporočila, ta jasnost zgodila sama od sebe, da pa je tukaj na testu tvoje zaupanje in potrpežljivost. Mami pa sporoča, da naj se pomiri s situacijami, ki sta jih nekoč v življenju imeli, da to več ni pomembno. Že nekaj mesecev me teži situacija, v kateri sem se znašla, ne razumem je. Tiče se osebe A. Intenzivna je, resnična, močna, a prepovedana. Nebesa, mojo mamo, staro mamo, prosim za pomoč, za razlago, razumevanje, kaj pomeni, kaj z njo. Hvala. Takole na hitro je težko vse to, kar se pokaže, ko nekaj preberem v takem primeru, strniti v neko kratko sporočilo. V ospredje pa hodi vprašaj pri besedi resnično. Kar pomeni, da se še enkrat poglobi v to, koliko je v tem odnosu zares resničnega, koliko je v tem odnosu v resnici energije, ki je nastala zaradi nekega pobega, zaradi nekega iskanja izhoda in da ti bo potem situacija oziroma odnos s to osebo nekako bolj jasen. Si pa moraš dovoliti res iskrenost do sebe in tako boš lahko šele ugotovila,
kaj je v tem odnosu, kaj pomeni kaj s to osebo. Ja. Tvoja sporočila so v meni zbudila globok mir. Hvala ti. Hvaležna sem, da lahko preko mene prejmete sporočila, začutite mir, lahkotnost, da je nekaterim potem v življenju lažje in sem res hvaležna za ta svoj dar in pa predvsem za vaše zaupanje. Brez vseh vas v resnici tudi moj dar ne bi imel smisla. Tako da hvala tudi vsem vam. Ali ima moj ata France zame kakšno sporočilo? Hvala za lep večer, Meri. NL. Ata France pravi, da si ogromnokrat v svojem otroštvu in času odraščanja spremljala odrasle okoli sebe, kako so delali, kako je bilo treba ves čas nekaj početi, da niso imeli na nek način obstanka, ampak skozi je bilo nekaj treba in veliko tega si tudi ti danes. Zato poskrbi, da ne boš njihova kopija. Vzemi si čas za sebe, vzemi si čas za kavo v miru, za branje knjige, za kakšen izlet. Ja, pravi ata, da izlet, ki ga že dolgo časa planiraš oziroma si ga želiš, ga čim prej izpelji. Pravi, da je december pravi mesec za to dogodivščino in da na njej uživaj. Kaj mi sporoča moj mož, Simona? Tvoj mož kaže snemanje poročnega prstana. To ima lahko več sporočil, več možnih razlag. Najprej se utrne razlaga, da si dovoli, da tudi v tvoje življenje zdaj, ko je on odšel, vseeno pridejo moške osebe. Sprejmi ljubezen, ki ti jo ponujajo ljudje okrog tebe. Tudi če se v prihodnosti zgodi, da ti ob nekomu zapoje srce, ne utišaj ga, ampak sprejmi. Hkrati pa je to sporočilo tudi v zvezi s fizičnima poročnima prstanoma, kar ti pa ne znam bolj jasno razložiti in upam, da že veš, za kaj se gre. Pa ker je vmes se zgodilo to, ne berem priimkov, ampak če je še kakšna Simona izgubila moža, je to vprašanje Simone ŠŠ. Kaj mi sporoča očka? Očka Šifra je pa žirafin vrat. Hvala. Očka je uporabil tale žirafin vrat kot del sporočila in ti sporoča, da bodi večkrat kot žirafa z dolgim vratom, da lahko na svoje življenje in situacije pogledaš bolj z vrha, z drugačnega zornega kota, mogoče celo malo zavito. Skratka, da se odpreš, da ni vse točno tako, kakor je v prvem trenutku videti. Ja. In pravi, da te ima rad. Nič novega. Ta nič novega je on dodal. Kristjan sprašuje, kakšno imaš zdaj frizuro? In enega takega prisrčnega smajlija, tako skuštrno frizuro je narisal. Ob tem sem zaslišala en tak zanimiv moški krohot in je rekel, kakršnokoli želiš, da jo v tvojem spominu imam,
in kakršnokoli si vsak dan lahko izberem. Pravi, da je lahko enkrat star, enkrat zelo mlad, enkrat plešast, drugič pa bogato obdarjen z lasmi. Zelo prisrčen gospod, zelo mladosten gospod je predal to sporočilo, in pravi, da v resnici je bistvo, kako ga ti hraniš v svojem srcu, da tale vajin hec s frizuro je pa tudi njemu še vedno zelo pri srcu. Kaj mi sporoča moj sin Damjan? Zelo lepo doživeta predstavitev, hvala Meri. Hvala tudi tebi za lepe besede. Tvoj sin Damjan pa ti sporoča, da niso mi všeč ravno te besede. Okej, Damjan je rekel, da pojdi naprej. Pa sem rekla, da mi niso všeč te besede, zato ker ko se zgodi neka izguba, ne moramo kar reči enostavno pojdi naprej, ampak je rekel ne, za mami besede pojdi naprej nimajo veze z mojim odhodom, ampak z nečim drugim, kar bo vedela. Torej, pojdi naprej, ti sporoča tvoj sin Damjan. Kaj mi sporoča Micka? Micka pravi, da je dolgo čakala v vrsti, da je prišla zdaj na vrsto ona, in da v resnici bi ti imela ogromno enih stvari za povedati, da najraje bi ti jih predajala med peko piškotov, nekih sladic, štrudlja, v glavnem nekih takih domačih ustvarjanj. Pravi, da se večkrat poloti tega, da boš sama presenečena, kaj se bo v tem času zgodilo znotraj tebe, navzven, koliko ljudi boš s tem osrečila, in da ti bo ona šepetala kakšne tiste skrivnostne premike rok, kakšne take stvari, ki v nobeni knjigi in receptih ne pišejo. In dodaja, da se ima ona super fajn. Zanimivo mi je, kako so danes vse duše, ki stopijo v ospredje, da odgovorijo na ta vprašanja in vam predajo sporočila, tako nasmejani, dobre volje. Pri nekaterih začutim, da za časa zemeljskega življenja niso bili taki, danes pa so. Tukaj bi rada poudarila eno stvar, in sicer, da ko duša preide nazaj v dušni dom, lahko spremeni karakteristiko obnašanja, spremeni način javljanja, ki je včasih samo podoben temu, kakršen ga so imeli na zemlji, včasih je pa povsem drugačen, zato ne takoj reči, tole pa ne bo šlo z mojimi skupaj. Bistvo je v resnici sporočilo. In lahko se spremenijo in doživljajo drugačno izkušnjo, kakor so jo doživljali na zemlji. Danes pa je v bistvu sporočilo za vse poslušalce, da je treba dvigniti nivo veselja, da dvignemo vibracijo. A ni fajn, ravno smo v tem veselem decembru, očitno so tudi duše zelo vesele, in poudarjajo, da ta veseli december ne bo vesel samo zato, ker je veseli december, ampak zato, da bodimo iskreno in resnično veseli. Hvala Meri za čudovit dogodek. Zanima me, kaj mi sporoča moj ata. Hvala, Mojca. Tvoj ata je stopil v ospredje, prijel svoj klobuk in ga snel iz glave in rekel: Mojca, kapo dol. Dodal ni ničesar drugega in tukaj, če ti samo na kratko povem, ogromno ponosa. Ponosen je na tebe in bodi ponosna tudi sama nase. Kapo dol je naredil za neki tvoj premik v tvojem življenju. Bravo. Prijatelj je izgubil hčerko. Želim si, da mu lahko Žana preda sporočilo, ki ga želi slišati.
Pritekla je Žana, še celo tako malo zadihana, kakor da je res prodrvela in rekla: "Naj ve, da sem živa, naj ve, da sem tukaj, naj ve, da ga imam rada in da nikogar ne obsojam za svoj odhod." Pravi, da si želi, da bi se nasmehnil, da bi bil spet srečen in da naj ne govori, da ne more biti srečen, ker nje ni. Pravi, da res, da je ni ob njem fizično, ampak da vedno bo blizu njega, da naj ji zaupa in da naj ji da priložnost, da mu ona to tudi pokaže. Dragi Matej, hvala, ker ostajaš ob meni. Kako ti je? Si dobro? Hvaležna sem za današnjo izkušnjo. Srečno in veselo. Evo, veselje. Pravi Matej, da je dobro, da je vesel, da dopuščaš možnost, da ga čutiš ob sebi, da pa naj te ne skrbi, če ti občutki ne bodo vedno enako intenzivni. Da je rad ob tebi, da rad poskrbi za tebe, ampak da vseeno vedi, da ne bo čisto vedno in ves čas tako. Naj te to ne prestraši, ampak ima tudi nekaj svojih koščkov v nebesih za narediti in takrat bo mogoče malenkost odmaknjen od tebe, še vedno pa bo. Pravi, z enim očem bom vedno kukal. Ali se prav odločam glede Reksija? Odločitev je prava, sporočilo zate iz neba pa je, da se ne odločaj predolgo, ampak samo naredi potreben korak. In ne skrbi, vse bo dobro. Želela bi vedeti, kaj mi sporoča moj oče. Hvala, A. Tvoj oče kaže neke meje zemeljske med nekimi hišami, neke kakor žive meje, tele kamne mejnike. In ob tem zaznavam, da je neka napetost v življenju. Želi si in sporočati, da se te stvari uredijo, da jih poskušaš ti oziroma vsi vpleteni, da jih skušate urediti, da to ne bo več vplivalo na tvoje življenje. Kaj mi sporoča moja mami? Imela je kratke oranžne lase. Zakaj sem se zasmejala? Zato, ker ko sem prebrala, kaj mi sporoča moja mami, je stopila v ospredje ena taka lepa gospa in si je takole malo popravila frizuro. In potem sem prebrala, da je imela lepe kratke oranžne lase. Lepe sem dodala. Ne piše, ampak lepe je imela. Tvoja mami ti sporoča, da tako kot je ona rada poskrbela za svojo zunanjost in se malo uredila takrat, ko je to pasalo, tudi ti poskrbi. To ne pomeni, da ne skrbiš, ampak da si kdaj privošči malo, mogoče skozi tvoje oči, presežek te pozornosti za svoj videz. Pojdi se kam malo razvajati, privošči si, da ti mogoče kdo naredi kakšen make-up, da te razvaja na tak ženstven način. To je sporočilo pravi mami in tudi spodbuda. In da te opazuje, da boš ja to naredila. Oči, kaj meniš o stvarih, ki se mi dogajajo? Rada te imam, Maja. Tvoj oči pravi, da ve, da je intenzivno za tebe, da ni najbolj enostavno, da vidi,
ampak da je prepričan v to, da ti bodo te stvari, ki se dogajajo, prinesle veliko rast, ogromno ene modrosti, znanja, tudi znanja o sebi, zato nikoli ne obupajo v nobenem trenutku, ampak samo postavlja si vprašanje, kaj mi to prinaša, kaj se moram zdaj naučiti, kaj se moram iz tega naučiti, in pravi, da ima tudi on rad tebe in da ti v teh situacijah v tvojem življenju stoji ob strani. Ali se duše strinjajo z odvzemom organov? Kako se poslovim in zahvalim pri tem postopku? Karolina sprašuje. Zelo dobro vprašanje, tako splošno vprašanje glede odvzema organov. In mnenje duš je takšno, če lahko potem, ko duša zapusti svoje fizično telo, to telo še nekomu pomaga, potem se strinjajo z odvzemom organov v ta dober namen, da podaljšajo nekomu življenje. Tudi duše, predno se inkarniramo, se v resnici dogovorijo za takšne situacije. Se pravi, da bo nek odhod nekomu podaljšal ali pa celo rešil življenje. Tako da tukaj se strinjajo, če na kratko odgovorimo. Eno stvar edino so mi pokazali. Da je pa pomembno, to bi mogli vedeti prejemniki organov, da se potem na neki način, kako bi se izrazila, mogoče sestanejo ali pa dovolijo energijski kontakt s to dušo, tudi zaradi tega, da potem energijsko telo sprejme organ nekoga drugega. To bi bilo s strani duš en tak dober nasvet s tega vidika, kaj narediti potem, ko nekdo prejme organ. Karolina, ne razumem pa čisto vprašanja, kako se poslovim in zahvalim pri tem postopku. Če govoriva o tem, da bi ti prejela nek organ in da se moraš posloviti, od duše, ki odhaja oziroma daruje organe, je dovolj, da se zahvališ za to, da si prejela, za to, da sta bili dogovorjeni za to izkušnjo. Če pa govoriva o tem, da boš ti darovala organe, torej lahko povemo, če bi mi darovali organe, se lahko samo zahvalimo svojemu fizičnemu telesu, da nam je za časa našega življenja koristilo in da v tej hvaležnosti predajaš to svoje telo, to svojo obleko še nekomu drugemu, da lahko izkuša z njo naprej v nekih delih. Tudi če gre za to, da recimo darujemo del svojega organa oziroma če darujemo enega in en nam ostane, tudi te primere se pozna, a ne, potem ravno tako lahko v bistvu blagoslovimo ta del oziroma ta organ, ki je potem podarjen nekomu drugemu, da naj mu dobro služi. Karolina, upam, da sem ti odgovorila. V kolikor nisem prav razumela tvojega vprašanja, pa mi prosim piši na e-mail, pa bova tam do konca razjasnili tole vprašanje. Sicer pa iskrena hvala, verjamem, da bo marsikomu prišlo prav. Mami, prstan bom z veseljem nosila, četudi me je strah, da ga izgubim. Tvoj samomor, vem, da je bila tvoja odločitev, da si srečna, sprejela sem to. Le zanima me, kaj te je pripeljalo do tega, da ti na zemlji več ni bilo lepo.
Pravi mami, da je bilo ogromno lepega na zemlji, da ti ne zna strniti v nek odgovor, kaj je tisto, kar bi ona rekla, da ni bilo lepo oziroma da jo je privedlo do tega. Čutim pa v tem trenutku precejšen pritisk na prsnem košu, kar pomeni, da je verjetno imela neke duševne stiske, travme mogoče, neke nepredelane iz otroštva, odraščanja, lahko celo neke travme, ki jih je potegnila od svojih prednikov in se s tem ni znala spopasti. In enostavno je bilo to premočno napram zemeljskim lepotam. Draga Meri, iz srca hvala za edinstveno in čudovito izkušnjo. Hvala, ker si tu tudi za mene. Moj ljubi B tam zgoraj, bi želel, da grem naprej, da živim. Živim le v gorah, tam, kjer ga čutim, on pa me obsuje z znaki. Ne znam naprej, sama ne. Prosim mojega B, naj mi sporoči, kako naj ponovno zaživim. Njegova T. Tvoj B ti sporoča, da nima odgovora, kako ponovno zaživiš, zato ker živiš. Pravi, da uvidi, da živiš, da le vsak trenutek poskušaj izbrati pozitivno misel, da poskušaš v vsakem trenutku svojega življenja, še posebej takrat, ko ti je težko, izbirati nekaj, kar te dviguje, nekaj, kar te razveseljuje. Kot sem že prej rekla, iti naprej je ena taka zoprna prispodoba, ko govorimo o izgubah. Živi tam, kjer ti je dobro, kjer se dobro počutiš. Če so to gore, bodi v gorah. Vseeno pa mi kaže, da obiskuj tudi druge kraje, kjer sta bila, ker ga boš lahko začutila, in na poti do tistih krajev boš v resnici obiskala še druge kraje in boš ugotovila, da zmoreš. Pravi, da moraš začeti predvsem verjeti vase in izstopiti iz te bolečine zaradi njegovega odhoda. Pravi, da naredi en izziv za sebe in da namesto v gore pojdi en dan na morje. Zjutraj se odpelji in bodi do večera na morju in ugotavljaj, kaj se ti tam zgodi. Tako en tak zanimiv izziv ti je dal. Več ne pove, ne pokaže, boš vedela ti oziroma boš doživela. Meri, hvala ti za čudovito, energijsko, močan večer, Karmi. Z veseljem, hvala. Kot sem že povedala, vsak, ki je bil del tistega trenutka oziroma tistega dogodka, vsak je bil pomemben člen, vsak je bil pomemben košček energije, in če enega izmed vas, ki ste bili ali dopoldne ali popoldne tam, ne bi bilo, bi bil dogodek zagotovo drugačen. Zato hvala čisto vsakemu. Ali je bilo sporočilo o narcistu v življenju nekoga od očeta za hči? Šifra gore. Najlepša hvala. Čutim namreč, da pazi name, mi je dal spodbudo, da sem zamenjala službo. Sem zelo vesela, da si naredila korak, da si čutila njegovo podporo. Večkrat se spusti v zaznavanje svojih občutkov, zato da si boš lahko še bolj zaupala, da boš lahko delala še hitrejše premike. Tole sporočilo, ki je bilo predano na dogodku, odgovarja, da če si čutila, da je to sporočilo zate, oziroma od očeta za hči, potem je. Vidim pa, da je v bistvu šlo za nek košček. Se pravi, da je nek del tega sporočila
bil namenjen tudi tebi oziroma od očeta za hči. Tako da, ja, ne znam drugače povedati. Toliko lahko, drugače bi bilo, če bi lahko skomunicirali takole 1 na 1, ampak ja, neki zametki so, nekaj od tam, od takrat poberi, uporabi za sebe. A mi prijateljica sporoča, da naj zapustim moža s. Draga S, tvoja prijateljica pravi, da ni njeno sporočilo, da zapusti moža, da je njeno sporočilo, da poskrbi zase, da poskrbi na način, da bo tvoje življenje mirnejše in lahkotnejše. To pa lahko pomeni zapustiti neki odnos, lahko pa pomeni celo reševati ga. Tukaj se boš mogla pa odločiti sama. Bi dodala glede tega vprašanja in sporočila samo to še, kar je bilo pokazano, da je zelo pomembno, da ne prelagamo odgovornosti naših odločitev na druge duše, niti na vesolje, ampak da za vsako svojo odločitev sprejmemo odgovornost sami. Res je, da nam oni pač lahko podajo neki nasvet, neko usmeritev, nikoli pa ne sprejemajo odgovornosti. Tudi če mi dobimo neki nasvet, ga moramo spustiti čez sebe in potem se odločiti, ali je ta nasvet v tem trenutku zame tisti, ki ga zaznam kot dobrega, kot primernega v tem trenutku ali ne. In na podlagi tega potem mi naredimo nadaljnje korake in tukaj je res naša odgovornost, kaj naredimo, ne glede na situacijo. Martina Tina sprašuje, kaj mi sporoča babica. Babica sporoča, pokazala mi je ogromno nekih loncev, tako kot so babice včasih kuhale in tako naprej. In sem rekla, ali je to sporočilo, da mora jesti več domače hrane, več te hrane babic in tako naprej. In je prikimala, kar pomeni, Martina Tina, da poskušaj ali si vzeti več časa pa skuhati kakšno tako stvar, ki si jo rada jedla od babice, ali pa mogoče, da nekje dobiš, naročiš, greš na tako hrano, ki bo te podprla z enim takim občutkom, da je babica skuhala za tebe. Okay? Evo, počasi se tale kozarec prazni. Zanima me, kaj mi sporoča moja mami. Včasih si želim tudi sporočila svoje stare mame Fride. Ali je narobe, da si ne želim še sporočil očeta? Sprašuje Urška K. Bom šla v rikverc. Ni narobe, da si ne želiš še sporočil očeta. Saj vemo, ko imamo več naših dragih na drugi strani, včasih enostavno pač ne moremo pomisliti na vse, vsak trenutek. Tudi ne bi v resnici imelo nekega res smisla. Pomemben je, da se mi tukaj počutimo glede njihovih odhodov dobro, oziroma da pridemo do neke točke, ko si rečemo, razumem, bil je njegov njen čas, zdaj je tam, in da potem, ko se spomnimo na njih, na nekatere pogosteje, na nekatere redkeje, naredimo tisto, kar čutimo. Lahko je to za nekatere obisk groba in prižig sveč, za nekatere je to, ne vem, da se prižge glasba, na katero smo se radi družili, radi skupaj peli, plesali in tako naprej. In ni pomemben, res od vsakega, ki je odšel, zdaj nekaj želimo. Mami ti sporoča, da te ima rada, da ti je hvaležna za vse, kar si zanjo v življenju naredila, da iz drugega konca vidi, da si večkrat naredila preveč zanjo, da bi mogla narediti kvečjemu ona toliko več za tebe, in da se ti bo energijsko oddolžila za vse, kar si naredila za njo. Pa tudi tvoja stara mama Frida
je nekje v bližini, tako, maha. Zanima me, kaj mi ati sporoča glede športne poti, ker tako uživam v tem, kar počnem. Hashtag ali lojtra po domače 57. Ati ti sporoča, da sam nadaljuj, da če bi opustil to pot, bi te najraje malo brcnil v zadnjo, po domače povedan, in da je navdušen, da res uživaš, oziroma da je navdušen, da počneš to, v čemer uživaš, zato samo ne odnehati. Pravi pa, da te čuva, res te čuva tukaj, da pa vedno bodi tudi ti tisti, ki najbolj paziš nase. Nekoč mi je nekdo omenil, da je moj dedek angel varuh. Spomin nanj je slabši, saj je že nekaj časa, odkar je umrl. Ali mi želi kaj sporočiti? Tvoj dedek je lahko prevzel, jaz pravim temu, nek del vloge tvojega angela varuha, ni pa prav tisti angel varuh, ki ga vsak od nas ima. Definitivno te pazi. Pravi pa, da se ne obremenjuj o spominu, ki pač bledi, da v vsakem trenutku ga v resnici lahko začutiš znotraj sebe, in enkrat bo prišel bolj jasen spomin, enkrat manj jasen, ampak da bistvo je, da veš, da te čuva. To je zate zelo, zelo, zelo pomembno. Zaznavam, da imaš tako kup nekih manjših strahov, da se večkrat ne počutiš najbolj varno, zato je to še toliko bolj pomembno. Čustveno je bilo in hvala za sporočilo, čeprav je bilo posredno povedano. Hvaležna sem, da ste res dovolili si odpreti srce in sprejeti sporočila, pa tudi če posredno. Sicer čutim, da mi bo babi Ana predala prijazno dušico ali dve, pomežik. Zanima me, če mi lahko sporoči, kdaj približno. Žal tega sporočila, kdaj približno, ne moreš dobiti zaradi tega, ker v dušnem svetu ni časa. Lahko reče kmalu, pa to zate pomeni, torej verjetno v enem mesecu, lahko zanjo pomeni 1 leto, zemeljsko gledano, nemogoče je napovedati čas. Mogoče pa je, da mi tukaj zaupamo in smo potrpežljivi, in da zaupamo v to, da se bo zgodilo ob točno najbolj pravem zemeljskem času. Ja, vem, je to izziv, ampak ko pridemo do tega zaupanja in ko rečemo, ja, potrpežljivo čakam, je potem, ko se zgodi, res še toliko lepše. Tako da potrpežljivo, z zaupanjem in verjemi, da boš zmogla. Zmogla dočakati. Vse bomo danes odgovorili. Iskrena hvala za to izkušnjo. Še bolj sem se povezala z mami, ki me spremlja. Rabim njeno še močnejšo podporo na poslovni poti. Hvala za vse znake, ki mi jih pošilja, da vem, da je z mano. Meri, hvala. Marija H. Hvala. Jaz ogromnokrat rečem hvala dušam, hvala nebesom, hvala vesolju, hvala Bogu. Hvaležnost je energija, ki poganja. In hvala tudi za to sporočilo, za to, da vidimo, da je pomembno in da se čim večkrat res zahvalimo. Izpopolnjena, pomirjena Branka. To je to. To je to. In še nekaj zadnjih. Bilo je čudovito, kot pričakovano, čeprav sem prišla brez njih. Hvala, ker si in poskrbi tudi zase, Pija. PS, ob prvi priliki pridem na individualno srečanje. Pija, hvala, ker
usmerjaš pozornost oziroma skrb tudi zame. Skrbim v resnici vedno bolj in ja, se vidiva ob priliki, ob točno najbolj pravem zemeljskem času. Kaj mi sporoča moja babi glede mojega zdravja? Rdeča potonika. Sporočilo zate je, da moraš glede svojega zdravja najprej urediti svoje misli. Ko želimo biti zdravi, moramo imeti tudi zdrave misli. V smislu, če recimo nam neka situacija ni v redu v življenju in se lahko v bistvu zgodi, da poustvarimo neko bolezen oziroma jo sprožimo v telesu, zato da imamo neko dobrobit glede te situacije. Recimo, če bi bilo dobro, da damo odpoved v službi, raje naredimo podzavestno tako, da naše telo zboli in gremo na bolniško. Evo, in nismo v službi, ampak tudi naredili nismo koraka. Zato je pomembno, kako razmišljaš o svojem zdravju in ko boš te misli uredila, se tudi za svoje zdravje ne rabiš bati. Hvala za lepo izkušnjo. Sporočilo prijatelja, nadimek Hitri in srček. Hitri pravi, da delajo v življenju stvari bolj počasi, nekatere pa bolj hitro. Včasih moramo res pri nekaterih stvareh na hitro nekaj narediti in to je to, pri kakšnih stvareh si pa vzeti več časa. Naredi to v svojem življenju, veš, kaj počasneje, kaj hitreje in vedi, da imaš podporo. In še zadnji. Kaj mi sporoča moja sestra? Sprašuje Kaja. Kaja, tvoja sestra kaže, kako v bistvu hitiš na 1, 2, 3, 4 različne konce in ona izgleda, kot da ves čas hiti za tabo, kot da ti želi pomagati. Kar pomeni, da vse tvoje prošnje, ki jih usmerjaš proti njej, sliši, jih zazna, dobi tvoje misli, jih občuti in da ti v resnici pomaga. Ampak tukaj zraven je pokazala roko, stop, ustavi se, umiri konje, ne divjaj levo in desno, ne rabiš toliko stvari v enem dnevu narediti. Vzemi si čas, naredi prioritetne stvari v dnevu, vse ostalo pa lahko počaka, da bo prišlo na prioritetno lestvico. Evo, kozarec je prazen. Vsa sporočila so bila predana, verjamem, da ste ujeli sigurno tudi kaj za sebe. Kadarkoli pa ga morda rabite skozi dan, greste na posnetek, malo poslajdete levo in desno, tam, kjer se intuitivno ustavite, pritisnite play, poslušajte, kaj ima vesolje v tistem dnevu za vas in tako lahko dobite v vsakem trenutku sporočilo. Seveda ga morate malo preoblikovati glede na vaše življenje, malo širše pogledati na njega, da razumete sporočilo, ki seveda ni vedno dobesedno, ampak je.